Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. In tokrat je na vrsti tema, ki bo zanimala marsikoga izmed vas. Namreč mnogi sprašujete, kaj je tako posebnega na ameriškem vozniku Coltonu Hurty. Poglejmo si skupaj. Da bi razumeli, zakaj gre, si moramo po mojem osebnem mnenju najprej skušati odgovoriti na dve izjemno enostavni vprašanji. Kdo Colton Hurta je in zakaj si ga tako vneto želijo v Formuli 1? Ime kot tako je verjetno neznano večini navdušencev Formule 1, posebej kolikor ne spremljate serije IndyCar. Colton Hurta je danes že malce moderno, sin voznika. Njegov oče, Brian Hurta, je bil prisoten kar nekaj sezon v seriji kart in dosegel, kolikor me spomin ne vara, 2 zmagi in obe na progi v Laguni Seky. A ni važno, hitrost se ne deduje skupaj z geni. Colton je seveda v seriji IndyCar, pa ne dosega tistih rezultatov, ki bi ga takoj označile za nekaj posebnega. Prvič smo mi verjetno slišali zanj tam okrog vikenda posvečenega veliki nagradi Združenih držav v lanski sezoni. Če se spomnite, takrat so potekali pogovori o prevzemu ekipe Sauber strani družine Andretti. In poleg vsega ostalega smo lahko slišali, da v načrtih družine Andretti je tudi pripeljati Coltona Hurto v Formulo 1. In mnogi drugi strokovnjaki iz sveta Združenih držav so bili dobesedno navdušeni. Spomnim se izjave Danike Patrick, ki je dejala, da ne razume, kako da še nihče ni opazil Coltona Hurte. To, ko iz prevzema ni bilo nič, se je tudi zanimanje za Coltona rahlo pomirilo. Vse do začetka sezone 2022 smo lahko izvedeli novico, da bo družina Andretti plačala McLarenu samo zato, da bo Coltonu Hurty omogočil testiranje z lanskim MCL 35N. Seveda ta test se je tudi zgodil, Colton je bil navdušen in vsi so hvalili njegovo hitrost. A na progi Algarve na Portugalskem seveda nismo videli, kolikšen čas je dosegel na koncu. Šele to bi bila prava primerjava, da bi lahko dejali, je hiter ali ne. A navdušenje se ni poleglo. In seveda, sedaj, ko je prišla na dan varianta, da bi lahko Pierre Gasly prestopil v Alpine, so v šoli Red Bulla prišli na dan z genialno idejo. Kolikor FIA popusti in izjemoma podeli Coltonu Hurty super licenco, bo lahko Gasly odšel. In zopet je to izjava, ki po mojem razumevanju sveta meji na izsiljevanje. Namreč Colton Hurta ne izpolnjuje recimo temu osnovnega pogoja za prihod v svet Formule 1. Nima dovolj točk za pridobitev super licence. Voznik jih mora izbrati 40. Če upoštevamo vse najbolj idealne variante, jih lahko Colton Hurta zbere 32. In pri FIA naj bi preučevali možnost, kako napraviti neko izjemo. Težava je v tem, da Colton Hurta v seriji
IndyCar nima tistih rezultatov, ki bi ga pripeljali tam v sam vrh. Slišali ste lahko, da naprimer serija IndyCar podeljuje za superlicenco, naprimer manj točk kot prvenstvo Formule 3. In to drži. A treba je razumeti, da tudi serija IndyCar je drugačna od tistega, kar gledamo v Formuli 1. Da se bomo bolje razumeli. Lanski prvak je Španec Paulu, katerem v Evropi smo slišali bore malo. Ne smemo pozabiti, da letošnjo dirko za 500 milj Indianapolisa je dobil Marcus Ericsson, katerega upam, da se še spomnimo iz časov Zauberja. Po drugi strani, eden izmed najbolj znamenitih pristopnikov je seveda tisti Romain Grosjean, ki v Formuli 1 ni bil štet ne vem kako visoko. Če ne bi bilo nesreče na veliki nagradi Shakirja, bi bil njegov spomin med navdušenci izjemno slab, bodimo iskreni. V tej druščini Colton Herta ni sposoben izbrati dovolj točk. Če iščejo izjemo, moral biti Colton Herta izjemen. Še zdaleč ni dosegel tistega, kar smo videli naprimer pri Jacques Villeneuvu ali Juan Pablu Montoyi. Torej, sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj si tako krčevito nekateri želijo Coltona Herto v Formuli 1. In verjetno gre vse na račun samo komerciale. Dobro veste, je v Združenih državah serija Drive to Survive popularna. Kam lepše kot imeti nekega Coltona Herto, ki bo blestel v tej nanizanki podobno kot Günther Steiner. A Formula 1 je bistveno nekaj drugega. Je resničnost in ne fikcija. Namreč v preteklosti smo imeli kar že nekaj Američanov, ki so skušali priti v svet Formule 1. Nekaterim je tudi uspelo, ampak niso zablesteli. In sedaj bom pokazal samo na nekaj očitnih primerov. Slišalo se je, da Colton Herta zanima Alfa Tauri oziroma Red Bull. Če se spomnimo, pred nekaj leti so imeli v svojem pogonu Američana z izjemno zanimivim priimkom, Scott Speed, katerega so podpirali tudi, ko se je skušal uveljaviti v drugih serijah, od NASCARja naprej. Ampak v Formuli 1 pod okriljem takrat Scuderie Toro Rosso, ni blestel. V tem trenutku, pred zadnjo dirko v sezoni, je Colton Herta približno izenačen z drugim imenom, kam je bilo znano. Alexander Rossi je tudi zmagovalec dirke za 500 milj Indianapolisa. A on se je skušal v Formuli 1 nekako pokazati v preslabi ekipi, ampak konec koncev tudi ni imel tistega potenciala, da bi izstopil. In sedaj je seveda prišel na vrsto še tisti primer, ki je svoje najbolj boleč. Namreč pri Haas so pred leti imeli tudi podobno strategijo. Ameriška ekipa z ameriškim voznikom. In zato so podpirali program Santina Ferruccija. Santino se je pokazal kot hiter, ampak tudi kot izjemno nespameten voznik. Spomnimo se, da je slikal selfije, ko je vozil za varnostnim avtomobilom in ko mu je nekdo šel na živce, se je vročekrvno zaletel vanj. Zato je bil izključen, seveda iz sveta evropskih serij, izgubil je podporo ekipe Haas in danes je neke vrste nadomestni voznik prav v seriji IndyCar. Težava je v tem, da res, če pogledamo štartni razpored serije IndyCar, danes dobimo izjemno malo Američanov. Lanski prvak, kot sem že omenil, je bil Španec
imamo kar nekaj Novozelandcev, Brazilcev, Kanadčanov, Američanov v bistvu skoraj nič. Res, Newgarden je tisti, ki se letos bori za naslov, ampak je prej izjema kot pravilo. In če gledamo iz komercialnega stališča, je zagotovo Colton Herta zanimiv. Po drugi strani sam sem tistega mnenja, kot ga imajo mnogi šefi ekip v Formuli 1 in tudi Stefano Domenicali. Pravila so in veljajo za vse. Namreč v tem trenutku v Formuli 2 je na 3. mestu Logan Sargent. Čan bi lahko imel dovolj točk za podelitev superlicence, ampak nihče ga ne opazi. Zakaj ne? Ker verjetno v mislih mnogih strokovnjakov ne bi bil tako zanimiv v seriji Drive to Survive. In imamo potencialne talente, kot je Jack Doohan in tudi Felipe Drugovich, ki bodo zaradi takih izjem lahko tudi ostali brez sedeža. A verjamem, mnogi nam pripovedujejo, da je Colton Herta izjemno hiter in potencialno junak prihodnosti. Ampak sedaj bi vam rad postavil še neko enostavno vprašanje, na katerega si boste odgovorili pa sami. Colton Herta je testiral za McLaren, kjer so videli njegov potencial, njegovo formo in seveda vse lastnosti, ki jih lahko ima. In zato, ker je Colton Herta tako izjemen in tak potencial, so ga prepustili usodo ter so začeli v svoje vrste vabiti Oskarja Piastrija, so zgodbo, ki je bila v ozadju. Kolikor bi bil Herta tak talent, ne bi bilo bolj enostavno nekako podpisati pogodbo z njim? Ne vem, vsak tu lahko svoje osebno mnenje. A sam seveda razmišljam v tisti smeri, da Colton Herta bo mogoče lepo izgledal na naslovnicah in seveda televizijskih serijah, na sami progi pa ne bo pokazal nič izjemnega, nič kaj takega, zaradi česar bi bilo treba spreminjati pravila. Pravila so tisto, kar je seveda bistveno v vsaki kategoriji športa, ne samo v Formuli 1. Za danes, kot običajno, je to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.